Spoštovani slavnostni zbor, dragi gostje, cenjeni nagrajenke, nagrajenci. Prisrčno pozdravljeni na slovesni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Pisalo se je leto 1952. V zraku je bil nemir, ki se je od srca do srca selil kot občutek velikega pričakovanja, rasti, razvoja. Na krilih vetra sprememb, v času, ko se je svet po preteklih grozotah gradil na novo, so smeli pogledi in vizionarske ideje s pravimi ljudmi na pravem mestu, trg Guštanj kot pomembno središče ponesli med mesta. Mestne pravice so bile mestu Ravne na Koroškem dodeljene 12. aprila 1952. V stenografskih zapiskih Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije dne 11. in 12. aprila 1952 je v obrazložitvi predloga zakona o razdelitvi na mesta, okraje in občine podpisani predsednik vlade Miha Marinko navedel. Od predloga iz 14. decembra leta 1951 se novi predlog razlikuje v manjšem številu občin in okrajev, kot mestne občine se po tem predlogu označujejo občine, ki imajo svoj sedež v mestu. Po tem predlogu dobijo naziv mesta na novo nekatera naselja, ki so pomembna kot industrijski ali tujsko-prometni kraji. Na 140. strani zapisnika je pod številko 10 navedena mestna občina Ravne na Koroškem z opombo dosedanje ime naselja Guštanj. Letošnji praznik je posebej slovesen. 70 leti smo že s ponosom meščanke in meščani mesta, z bujno preteklostjo tako vsebin, ostalin kot tudi ljudi. In še vedno rastemo. Pretekli mesec smo pozdravili novo vaško skupnost Brdinje, ki se je pridružila 8 ostalim ožjim delom naše lokalne skupnosti. Rastemo v spoznanjih, kako dragocen je naš kraj, kako dragocena je njegova preteklost. Na prelomu letošnjega leta so arheologinje na mestu, kjer raste nov sodoben center za tretje življenjsko obdobje in varno starost, naletele na odkritje, ki buri duhove. Senzacionalno odkritje 6000 let starih ostankov poselitve iz obdobja lasinske kulture. Ob vznožju Pigla so odkrili tudi naplavinske plasti s številnimi odlomki lončenih posod iz srednje bronaste dobe. Hkrati vas je pot do nas zdaj vodila mimo enega najpomembnejših mest našega mesta ta hip, mimo mesta, kjer raste naš novi vrtec. Raste tudi naš proračun. Višina investicij občinskega proračuna se je v zadnjih 5 letih podvojila. Rastemo z mestom Ravne na Koroškem že 70 let. In z mestom rastemo mi vsi. Še ena, da tako slikovito rečem, generacija izrednih ljudi, izjemnih ljudi, se bo zapisala med prejemnike občinskih odličij, med tiste, ki so, ste in še bodo izoblikovali naše mesto za prihodnje rodove. Današnja slovesna seja je namenjena pozornosti do prejemnikov občinskih priznanj, zato jih še posebej iskreno pozdravljam med nami. Prosim za topel aplavz zanje. Prav tako med nami pozdravljam poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Janija Prednika. Župana občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena. Podžupana Aljaža Vrhovnika. Spoštovana častna občana, gospoda Antona Golčarja in gospoda Adolfa Urnauta. Z velikim veseljem med nami pozdravljam tudi nekdanjo in edino ravensko županjo, spoštovano gospod Ivano Klančnik z bratom Jožetom. Svetnice in svetnike našega občinskega sveta, vse predstavnike sosednjih občin, direktorico občinske uprave magistrico Vlasto Kupljen, pa predsednico Komisije za vloge občanov in priznanja Metko Apohal, vabljene goste in predstavnike medijev. Spoštovani izbrani, prisrčno dobrodošli, pred nami je res poseben večer, za katerega si želimo in upamo, da se vam bo vpisal v lepe spomine. Po stresnem epidemičnem času, vojni, ki vihrane daleč stran in jo občutimo že tako ali drugače, so in morajo biti v ospredju osnovne družbene vrednote, nujne za obstoj slehernika. Solidarnost, nesebično prispevanje in pomoč.
Ste pomislili kdaj, kako bogat je naš prostor, kako miselno in talentno bogati so ljudje okoli nas, ki izobražujejo, učijo, postavljajo nove temelje, razvoj kulture, umetnosti, zavzemajo se za ohranjanje vrednot in sistema zgodovine. Koliko nadarjenih in pomembnih ljudi izhaja iz našega okolja. Ponosen, da deli ta prostor z njimi oziroma z vami vsemi, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, z besedno popotnico jubilejne slovesne seje pred nas k besedi prihaja župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Spoštovani zbrani, lep pozdrav na tej slavnostni seji občinskega sveta, spoštovani nagrajenke, spoštovani nagrajenci, častna občana, poslanec državnega zbora, podžupan, gospa županja, bivša županja naše občine. Skratka, vsi prav lep pozdrav ob tej obletnici. Najprej naj se vam zahvalim za zelo dobro udeležbo. Že kar nekaj časa na tej slavnostni seji ni bilo toliko zbranih, kar je seveda dober znak in tega sem zelo vesel. Ta praznik smo sedaj dvakrat praznovali nekako zaradi COVID-a, zaradi epidemije, na drug datum, torej na datum državnega praznika. Danes pa se zopet po 3 letih vračamo torej na ta izvirni datum, 11. april, predvečer 12. aprila 1952, kot spomin na ta dan. Ravne so 70 let staro mesto, žal še ne mestna občina, ki stoji na 400-letni popotnici železarstva. Tudi to smo praznovali nekoliko okrnjeno, vendar pa so ti dve obletnici povesta, kdo smo, kaj je naša identiteta. Železarstvo in jeklarstvo seveda je bistveno zaznamovalo nas kot ljudi, vse generacije pred nami, oblikovalo našo tehnično inteligenco, naše intelektualce, našo kulturo, naš šport in temu seveda se moramo tudi v teh praznikih, kot je današnji, pokloniti. 70 let razvoja mesta je bil zelo strm razvoj in zagotovo je železarna Ravne bila tisti dejavnik, zaradi katerega je pravzaprav mesto in občina raslo. Večkrat sem že poudaril, da je moja ocena, da je v teh letih mesto Ravne raslo zaradi železarne Ravne. Lahko pa rečem, da zadnjih 30 let mesto Ravne, občina Ravne raste ob železarni Ravne, da se je gospodarstvo že osamosvojilo in da s trebuhom za kruhom ljudje ne hodijo več, ne izraven, pa tudi ne samo zaradi železarne v naše mesto. Tako da lahko rečem, da smo zagotovo ob tem prazniku, na tej dve obletnici, na našo zgodovino, na našo preteklost, na naše osebnosti, ki so danes tudi z nami in so nekateri tudi starejši 70 let, lahko zelo ponosni in bomo seveda s ponosom danes izročili nagrade in priznanja. Ravne danes pa seveda so mesto, kot ga vidimo, kot ga živimo. Hvala obenem Koroški srednji knjižnici za to res lepo razstavo, zelo primerno za ta čas, za ta trenutek. Ravne danes pa zopet doživljajo, če lahko rečem, da sem nek realni optimist, vedno vidim stvari pozitivno, doživljajo že nekaj časa, neke vrste razcvet. Kot se na teh plakatih vidi, nekdaj je dominirala stanovanjska gradnja, če lahko omenim par stvari, torej zaposlitvena politika kot izjemno pomembna politika, tudi lokalno, je v tem trenutku zelo uspešna, pravzaprav brezposelnosti ne pomnimo, oziroma tako nizke brezposelnosti ne pomnimo, ostaja le ta trajna brezposelnost, ki se ljudje res težko zaposlijo, torej vsak dobi danes na Ravnah delo, ki ga želi. Hkrati pa smo tudi v nekem zagonu nove stanovanjske gradnje, vsi vemo, da so se naselja Čečovje, Javornik gradila v preteklosti zelo obširno. V tem trenutku na Ravnah raste 110 novih stanovanj, v načrtih, torej v gradbenem dovoljenju, pa je še za letošnje leto novih 100. Tako da 200 novograden stanovanj pravzaprav Ravne že dolgo niso videle in to je nek odsev sedanjosti. Ravno tako pripravljamo naselje za individualne stanovanjske hiše ob robu Čečovja, ne boste slišali, naselje za mlade družine, kjer bo okoli 30 do 40 parcel za novo stanovanjsko gradnjo, kar se je tudi v preteklosti zelo obširno dogajalo, lahko omenim Dobjo vas, Kotlje in še druge zaselke. Obenem, poleg teh investicij, seveda je že bilo povedano, gradnja vrtca in hkrati gradnja doma starejših, ter obenem obnova drugega gradu na Ravnah, torej potem, ko so moji prednamci oziroma občina pred časom obnovila ta grad, v katerem smo lahko največ ena redkih občin, ki obnavljamo že drugi grad, torej grad Javornik in bomo od nekdanjih 7 Valvazorjevih gradov imeli obnovljena, posodobljena za 21. stoletje kar 2 ta grada. Torej, mislim, da ni občina v Sloveniji, ki bi hkrati gradila nov vrtec in nov dom starejših in to je tudi
del naše sedanjosti. Poleg teh investicij, ki so obširne, pa ohranjamo tudi razvejane in razvijamo socialne programe, navsezadnje tudi nagrajenci danes to dokazujete, na humanitarnem, zdravstvenem področju, razvijamo se izjemno na področju športa, kulture, mimogrede lahko prepoznamo namreč, da smo na Ravnah najbrž tudi zelo pomembno mesto glasbe, toliko glasbenikov, kot imamo, bo najbrž treba s kako analizo ugotoviti, premore redko katera občina, tudi med nagrajenci to vidimo, med nastopajočimi. Skratka, te dejavnosti ne trpijo zaradi tega, ker je toliko investicij, ampak se hkrati torej razvija to družbeno, družabno življenje in pa hkrati investicije, kar je seveda oboje pomembno, kajti brez ljudi je infrastruktura mrtva, ljudje brez infrastrukture pa pravzaprav tudi ne morejo delati, biti ustvarjalni in uresničevati svojih talentov. Tako da lahko rečem, da ob tem prazniku čestitam vsem Ravenčankam in Ravenčanom, bodimo ponosni tudi na današnji trenutek, živimo v lepem mestu, obdaja nas lepo okolje, hkrati pa seveda moramo zreti tudi v prihodnost. In če lahko rečem, dve želji za prihodnost bi moji bili. Prva je, da postanemo mestna občina Ravne na Koroškem, da tole ob 70-letnici mesta postanemo morda preko pa 80-letnici mestna občina, kar bomo nagovorili hitro tiste, ki boste zasedli, upam, da če večji možni meri tisti, ki ste danes tukaj, klopi Državnega zbora, zakon je spisan, potrebujemo pa seveda odločitev v Ljubljani, odločitev vlade. In pa druga pomembna zadeva, ki je že del naše sedanjosti, moja želja ob 70-letnici mesta Ravne, da bo avtocesta oziroma hitra cesta prišla tudi do Raven. To se mi zdi izjemno pomembno, velika zasluga, lahko rečem, za to infrastrukturo, ki bo po mojem mnenju usodno vplivala tudi na razvoj Koroške regije, tudi Raven, gre našemu podžupanu Aljažu Vrhovniku in moja želja ob 70-letnici je, da bi morda 80 ali pa 90-letnici torej že imeli avtocesto, bom kar rekel avtocesto, kajti seveda to bo sodobna cesta, prispela do našega mesta, do naše občine, kajti to se mi zdi res izjemno strateškega pomena za prihodnje rodove, da bodo 100-letnico mesta Ravne lahko praznovali še lepše, še bolj krasno kot ga mi in da bodo ljudje, ki prihajajo za nami, v tej novi dobi, digitalni dobi, to infrastrukturo tudi koristili in živeli še boljše življenje, kot ga živimo mi. To je hkrati tudi naša naloga. Toliko nekaj misli ob sami obletnici, ob samem prazniku občine, hkrati pa seveda, ker mislim, da nimam več besede, potem samo še izročam nagrade in priznanja. Čestitam vsem današnjim nagrajencem in dobitnikom priznanj, kot rečeno, športniki smo na Ravnah in tudi današnje nagrade to dokazujejo, smo humanitarci, smo kulturniki, smo glasbeniki v veliki meri, tako da vsem izredne čestitke. Hkrati pa noviteta, ki bi jo za zaključek poudaril, letos podeljujemo tako imenovani domicil občine Ravne na Koroškem. Imamo 3 častne občane, na Ravnah je pravilo, da lahko v enem trenutku imamo zgolj 3 častne občane, ker pa je gospod Peter Ozmec živi v sosednji občini in je zelo veliko prispeval za razvoj našega mesta v korist naših občanov. Danes podeljujemo na nek način dvojno, bi lahko rekel, drugo državljanstvo oziroma na občinskem nivoju, torej domicil smo temu rekli, da želimo, da bi postal naš častni občan, vendar zaradi, ker živi v Prevaljah, pa ker imamo lahko samo 3, nam to pravila onemogočajo, vendar pa smo zelo ponosni, da bomo danes gospodu Petru Ozmecu podelili ta domicil in da bo na nek način postal naš Ravenčan. Hvala. Županu za te besede ob občinskem prazniku. Ta slovesna seja je skromna zahvala vsem, ki prispevate našemu kraju, naši lokalni skupnosti in ki pišete našo zgodovino. Sprejmite izziv, le tako boste začutili veličino uspeha. Tako je neznani avtor izrazil svojo misel. Vsi vi, drage nagrajenke in nagrajenci, ste očitno sprejeli izziv in upam začutili, če ne do zdaj, pa vsaj danes, tudi veličino vašega uspeha oziroma prepoznanja vaše poti in vašega dela. Preden nadaljujemo, pa še nekaj glasbe. Gregor Šteharnik ravno v letošnjem letu obeležuje okrogli 2 desetletji aktivne vključenosti v kulturno dogajanje, tako na Koroškem kot širom Slovenije in tujine. Po zaključenem šolanju saksofona, kjer je bil prejemnik več odličij in iz tekmovanj doma in preko meje,
je kot član mnogih različnih glasbenih skupin in orkestrov koncertiral na premnogih odrih in kulturnih dogodkih. Koncem lanskega leta je izdal tudi svoj glasbeni prvenec, ki bo svojo uradno predstavitev doživel pri nas poleti. Za vas zdaj pa nekaj zagotovo iz sui generis, torej njegove edinstvenosti, Grega Šteharnik.
Tudi tokrat ob tem izjemno slovesnem trenutku bomo posebno čast in hvalo namenili občankam in občanom, katerih uspehe poznamo vsi, ki so mlad in zanesen vir izjemnih rezultatov in talenta in so kratko malo ponos našega mesta. Prosim, da se mi pridružita podeljevalca, župan dr. Tomaž Rožen in po pooblastilu predsednice Komisije za vloge občanov in za priznanja gospe Metke Apohal, tudi sodelavka občinske uprave, višja svetovalka Darja Čepin. Slovesni sej občinskega sveta pritiče podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na 24. redni seji občinskega sveta, ki je potekala v četrtek 31.3.2022 na predlog Komisije za vloge občanov in za priznanja imenovane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občina Ravne podeljuje priznanja posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za uspešno delo in za dejanja, ki imajo poseben pomen za občino kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem pomenu. Kot povezovalki mi je zaupana tudi prijetna dolžnost, da predstavim letošnje dobitnike občinskih priznanj in utemeljitve njihovih predlagateljev za podelitev. Vse je torej nared za slovesno podelitev. Klančnikovo plaketo s stiliziranim portretom Gregorja Klančnika podeljuje občina za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu. Ker je nekje treba začeti, začenjamo z damo. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Janja Šegel. Janja Šegel za izjemne športne dosežke v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Ker je gospa Šegel na višinskih pripravah v Franciji, prosim, da pride prevzemnik po njeno priznanje. Ker ni nikogar, ji bomo vročili naknadno. Sicer bi lahko gospod Šegel, če se strinjate, vi prevzeli. Bomo prenesli. Prav, hvala. Dovolite kljub temu utemeljitev. Janja Šegel je plavalka ravenskega Fužinarja, ki že najmanj 7 let dosega vrhunske rezultate v svoji konkurenci. Tekmuje v disciplinah 100 metrov in 200 metrov prosto. Zadnje leto je nastopila tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu ter na olimpijskih igrah. Najboljše rezultate je dosegla na evropskem prvenstvu v Kazanu, kjer je ostala zvesta doseganju osebnih rekordov v vseh disciplinah. V polfinalu na 100 metrov hrbtno je s časom 59:29 še drugič izboljšala lastno najboljšo znamko in osvojila 14. mesto. Pa če se osredotočimo zgolj na lansko leto in pomembnejše dosežke, to je bilo iz Evropskega prvenstva v Budimpešti 7. mesto v disciplini 4x100 metrov prosto, 9. mesto na 200 metrov prosto in 9. mesto na 4x200 metrov prosto. Na svetovnem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih v Abu Dhabiju je na 100 metrov mešano osvojila 25. mesto. Je študentka, bivša dijakinja gimnazije Ravne in izjemna promotorka plavanja, športa, zdravega življenjskega sloga in Raven na Koroškem. Gospe Janji Šegel izrekamo iskrene čestitke. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Klemen Čebulj. Klemen Čebulj za izjemne športne dosežke v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Tudi gospod Čebulj je v visokem tempu na Poljskem, če imam pravilne podatke, poslal je opravičilo in poslal svojo mamo, ki jo prosim, da se nam pridruži, gospa Janja Čebulj. Dovolite utemeljitev. Klemen Čebulj je član slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je svojo odbojkarsko pot začel leta 2007 pri OK Fužinar. Po izkušnjah z mnogimi elitnimi klubi po svetu je reprezentančni dres oblekel leta 2010. Z reprezentanco je prišel tudi v svetovno ligo in se s soigralci leta 16 veselil zlate medalje, po srebru iz leta 15 ter uvrstitve v drugo kakovostno skupino. V letu 2016 je prejel z ekipo Plotkovo nagrado za vrhunski mednarodni dosežek v športu. Z reprezentanco Slovenije je leta 2018 prvič nastopil
nastopil na svetovnem prvenstvu in osvojil 12. mesto. Leta 2019 se je skozi pokal Challenger uvrstil v VNL med odbojkarsko elito. Prav tako leto 2019 mu je prineslo osvojitev srebrnega odličja na domačem evropskem prvenstvu, le leto kasneje je slovensko odbojkarsko izbrano vrsto z redom za zasluge odlikoval predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Odbojkarska zveza Slovenije je Klemna Čebulja kar 3-krat proglasila za najboljšega odbojkarja v letih 19, 20 in 21. Leta 2019 je bil proglašen tudi za športnika leta v občini Ravne na Koroškem. Klemen Čebulj je bil nosilec igre slovenske reprezentance, ki je navdušila s 4. mestom v Ligi narodov in s 3. srebrno kolajno na evropskih prvenstvih v letu 2021. Z doseganjem vrhunskih športnih rezultatov in promocijo športa veča ugled naše lokalne skupnosti in širše. Gospodu Klemnu Čebulju izrekamo iskrene čestitke. In še tretja Klančnikova plaketa. Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Tine Urnaut. Tine Urnaut za izjemne športne dosežke v preteklem letu in prispevek k večanju prepoznavnosti športne dejavnosti. Tudi gospod Tine kot vrhunski športnik je danes odsoten, je pa z nami, vidim, tako ga zastopata starša oba, gospod Urnaut in gospa Urnaut, ki pa sedi na Tinetovem mestu, zato bom prosila, da pride prevzeti nagrado. Gospa Anita Urnaut, hvala, da ste z nami. Dovolite še obrazložitev. Tine Urnaut je član in kapetan slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je prve korake v svet odbojke naredil v OKA Fužinar. Leta 2005 je postal svetovni prvak do 19 let starosti v odbojki na mivki. V letu 2018 je bil tretjič proglašen za najboljšega odbojkarja Slovenije. Z reprezentance Slovenije, ki je leta 2015 osvojila na evropskem prvenstvu srebrno medaljo, je bil kot edini Slovenec na prvenstvu izbran v idealno šestirko evropskega prvenstva. Tine Urnaut je bil že dvakrat športnik leta občine Ravne na Koroškem, leta 2004 in 2017. Tine Urnaut je skusil mnoge uspešne tuje klube in je dolgoletni kapetan uspešne slovenske moške odbojkarske reprezentance. Prvo zmago so zabeležili leta 2015 v Evropski ligi, na Evropskem prvenstvu istega leta je z ekipo osvojil srebrno medaljo. Kot kapetan je reprezentanco povedel tudi v svetovno ligo, leto kasneje se je z ekipo razveselil zlatega odličja in priznanja Evropske zveze za najbolj perspektivnega igralca leta. Ekipa je prejela Blodkovo nagrado za vrhunski mednarodni dosežek v športu. Leta 2019 se je skozi pokal Challenger uvrstil v VNL, na Evropskem prvenstvu pa so osvojili srebro. Slovenska izbrana vrsta na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom je bila 2015 in 2019 izbrana za ekipo leta. Leta 2020 je odbojkarsko ekipo odlikoval predsednik Republike Slovenije Borut Pahor z redom za zasluge. Tine Urnaut je bil član in kapetan slovenske reprezentance, ki je navdušila s 4. mestom v Ligi narodov in še s 3. srebrno kolajno na evropskih prvenstvih v lanskem letu. Z doseganjem vrhunskih športnih rezultatov in pripadnostjo kraju veča ugled športa in naše lokalne skupnosti in širše. Gospodu Tinetu Urnautu izrekamo iskrene čestitke. Nadaljujemo pri športnikih oziroma v športnem duhu s podelitvijo dveh velikih Klančnikovih plaket. Veliko Klančnikovo plaketo podeli občina posameznikom za življenjsko delo na področju športa ter večletno vrhunsko športno delovanje, ki je svojo kakovostjo in odmevnostjo vplivalo na razvoj športa in na ugled občine. Veliko Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Drago Koletnik. Drago Koletnik za dolgoletno in uspešno delo na področju športa ter izjemen in trajni prispevek. Dovolite utemeljitev. Drago Koletnik je prvi in edini koroški nogometni sodnik z nazivom Zvezni nogometni sodnik v bivši Jugoslaviji. Je prvi koroški nogometni sodnik, ki je začel soditi v prvi slovenski nogometni ligi. Koroške nogometne sodnike je prevzel leta 1984 in jih vodi še danes. Leta 1985 je Drago Koletnik postal predsednik aktiva nogometnih sodnikov, kar je še danes. Drago Koletnik že 38 let uspešno predstavlja ime kraja in regije. Je član upravnega odbora in strokovnega odbora Medobčinskega društva nogometnih
okrožnih sodnikov Maribor od leta 1985, kjer skrbi za članstvo na Koroškem, izobražuje in vodi mlade sodnike in je vedno na voljo za strokovno pomoč. Tudi v prostem času skrbi za strokovno izpopolnjevanje mlajših sodnikov iz okolice in prav zato koroški sodniki v republiškem rangu kotirajo tako visoko. 25 let že opravlja vlogo komisarja za odrejanje sodnikov in sodnic na delegirane tekme in že 22 let kot kontrolor sojenja na najvišjem nivoju Nogometne zveze Slovenije. Drago Koletnik je prejemnik plakete NZS za dolgoletno in uspešno delo v športu. Njemu osebno največje priznanje pa so generacije uspešnih sodnikov doma in širše, ki jim je strokovno pomagal na njihovi poti. Gospodu Dragu Koletniku iskreno čestitamo. Veliko Klančnikovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Božidar Šetina. Božidar Šetina za dolgoletno in uspešno delo na področju športa ter izjemen in trajen prispevek k ugledu in razvoju občine Ravne na Koroškem. Dovolite utemeljitev. Božidar Šetina je športom povezan od malih nog, ko je začel trenirati plavanje in pozneje rokomet. Več kot 30 let je bil aktiven plavalni sodnik pri PK Fužina Ravne, od leta 1998 pa je sekretar Namizno-teniškega kluba Fužinar Interdiskont, dejaven tudi v številnih organih Namizno-teniške zveze Slovenije. Bil je član izvršnega odbora 2009-2013, član in predsednik tehnično-registracijske komisije ter član sodniške organizacije Namizno-teniške zveze Slovenije. Opravil je izpit za mednarodnega namizno-teniškega sodnika, organiziral mednarodna tekmovanja v namiznem tenisu na Koroškem, vseskozi vodi ligaška tekmovanja domačega kluba, tako v ženski konkurenci, kjer so osvojili 7 zaporednih naslovov državnih prvakinj, kot v moški konkurenci, kjer so aktualni državni ekipni prvaki. Bil je pobudnik izgradnje nove dvorane za namizni tenis na Ravnah, veliko pa je pripomogel tudi k izgradnji nove dvorane za judoiste. Božidar Šetina je od leta 2004 aktiven član izvršnega odbora Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. V svojem dolgoletnem delovanju je prispeval k ustvarjanju boljših pogojev za delo na športnem področju, k razvoju in izgradnji športnih objektov, vzgoji mladih športnikov ter k promociji športa nasploh. Gospodu Božidarju Šetini iskreno čestitamo. Na tem mestu pa se zahvaljujem tudi podeljevalcema, vsi skupaj si bomo privoščili predah in nekaj glasbe. Sui generis je latinska fraza, ki pomeni svoje vrste, torej edinstven. Gre za izraz edinstvenih entitet. In sui generis je avtorski projekt glasbenika, saksofonista Grege Šteharnika, ki ga je ustvarjal vse od srednješolskih let, ko je začel pisati svojo avtorsko glasbeno pot. Zadnjih 7 let je zanj minilo intenzivno studijsko, z realizacijo komadov, ki so zoreli v predalih in v času, ko obeležuje 20-letnico, dozoreli, da zanje ob zvočni podobi nastanejo tudi gibljive slike. Pesmi na zgoščenki so nastajali iz občutka, zato je polna zvrsti in žanrov. Pri pripravi zgoščenke je sodelovalo veliko njegovih izjemnih koroških glasbenih prijateljev, oblikovanje in videospoti so delo Dobrana Laznika, levji delež studijskega dela pa je opravil Dejan Dimec. Poslovna sodelovanja so rodila pristna prijateljstva. Za vas in nas pa veliko dobre glasbe. Grega Šteharnik.
kolegi Šteharniku. Prosim podeljevalca, nadaljujemo s podelitvijo. Ostali smo pri podelitvi velike Prežihove plakete, ki jo podeljuje občina za življenjsko delo na področju kulture ter večletno vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je svojo kakovostjo in odmevnostjo vtkalo v družbeno in humanistično podobo občine ter prispevalo k ugledu občine v širši družbeni skupnosti. Plaketo predstavlja stiliziran portret Prežihovega voranca in listina. Veliko Prežihovo plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Cvetka Kramberger. Cvetka Kramberger za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo v gledališki dejavnosti ter izjemen in trajen prispevek prepoznavnosti občine Ravne na Koroškem. Dovolite nekaj utemeljitve. Cvetka Kramberger deluje ljubiteljsko na različnih področjih kulture že vrsto let, od glasbenega, gledališkega do prostovoljstva. Svojim požrtvovalnim delom kot gledališka režiserka, pevka in prostovoljka ni le zgled neumorne kulturne delavke, temveč svojim delom bogati kulturno življenje občine in regije ter promovira prostovoljstvo. Svojim delom je Cvetka Kramberger prispevala k prizadevanjem občine za bogato in raznovrstno kulturno dejavnost. Od zborovske glasbene dejavnosti, tako pri mešanem pevskem zboru Prežihov voranc in Ludvika Viternika ter v mešanem pevskem zboru Župnije Ravne, samostojnih glasbenih prispevkov, v letih 2014 do 2015 je izvedla 3 samostojne pevske koncerte, od leta 2012 do 2015 pa še dodatnih 14 samostojno in z drugimi umetniki. Pa gledališke dejavnosti, režirala je kar 20 gledaliških iger v 20 letih. Od leta 1997 je aktivna članica Kulturnega društva Svitanje in že 23 let članica izvršnega odbora. V okviru Kulturnega društva Svitanje vodi gledališko skupino, ki je v različnih zasedbah nastopila v več kot 115 predstavah. Je glavni motor prireditev Večer pod lipo in sodeluje pri organizaciji in izvedbi vsakoletne akademije ob materinskem dnevu. Kot prostovoljka je do leta 2020 spremljala osebe s posebnimi potrebami na taborih v organizaciji Društva Sožitje Mežiške doline. Vodi vokalno-instrumentalno skupino Mlada srca Društva Sožitje in z nastopi promovira občino Ravne kot podpornika kulturne dejavnosti, ki ima poseben posluh za to ranljivo skupino občanov. Za svoje delo v kulturni dejavnosti je prejela bronasti, srebrni in zlati vorančev spominek ter bronasti, srebrni in zlati Galusovi in Linhartovi znački v vseh teh sijajih. Cvetka Kramberger je zgled aktivnega občana, ki se kljub svoji težki življenjski poti odpira v socialno okolje in v njem aktivno deluje v različnih oblikah in z različnimi dejavnostmi. S tem prispeva k socialni povezanosti med občani v občini Ravne in širše. Gospe Cvetki Kramberger, poklon in iskrene čestitke. Naslednjo podeljujemo plaketo občine Ravne na Koroškem, ki jo podeljuje občina za pomembne dosežke v preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. Plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na medeninasti plošči in umetniško izdelana listina. Plaketo občine Ravne na Koroškem prejme skupina Prostoferjev. Skupina Prostoferjev za prostovoljsko delo pri izvajanju brezplačnih prevozov za starejše in invalide v občini Ravne na Koroškem ter za pomemben prispevek k ugledu in prepoznavnosti občine Ravne na Koroškem. Plaketo bo prevzel gospod Albin Razdevšek. Gospod Albin Razdevšek. Na oder pa bomo v nadaljevanju povabili prav vse. Če dovolite, jih bomo povabili predse, ker si zaslužijo gospodje in gospa z velikim srcem to, da jih vidimo vse skupaj zbrane. Jaz imam sicer naštete čisto vse, tudi tiste, ki jih ni z nami, pa dovolite, da jih naštejem. Alojzij Janežič, prosim, da če vas pokličem, da se nam kar pridružite na odru, torej na prizorišču. Alojzij Janežič, Stanko Pisar, Ivan Komprej, Jože Slivnik, Silvo Levar, Peter Prikržnik, Zdenko Skitek, kar za menoj se postavite, prosim. Emil Šteharnik, Janko Torej, Silvo Senica, Stanko Vukovič,
Roman Kričej, Davorin Petrovič, Viktor Arcet, Zala Vindiš, edina ženska predstavnica, Albin Razdevšek, Mitja Proje in Ivan Pečovnik. Zdaj pa en velik aplavz. In še opis. Prostoperji so prostovoljci v občini Ravne na Koroškem, ki svoj prosti čas namenjajo izvajanju brezplačnih prevozov za starejše in invalide v okviru občinskega projekta Brezplačni prevozi za starejše in invalide. Občina je k projektu pristopila v letu 2019 in k sodelovanju povabila vse zainteresirane prostovoljce. Trenutno v projektu sodeluje 18 prostovoljnih voznikov prostoperjev. V letu 2021 so izvedli 463 prevozov na območju celotne Slovenije, prevozi pa se izvajajo za potrebe obiska zdravnika, bolnišnice, fizioterapij, storitvenih dejavnosti, obisk pokopališča, trgovine in druge potrebe, ki so za upravičenega uporabnika povsem brezplačni. Prav tako pa temeljijo na prostovoljni bazi, torej brez plačila ali brez posebnih ugodnosti za vse šoferje, za kar smo jim v imenu celotne skupnosti izjemno hvaležni. Prostoperji pa ne nudijo zgolj prevoza, uporabnike spremljajo tudi po opravkih, pomagajo pri opravilih, saj je večina uporabnikov že v letih, morda celo bolnih ali invalidov, pomagajo pri dostopanju do storitev in tako spletajo tudi prijateljske vezi. Hvala lepa in iskrene čestitke. Nadaljujemo s podelitvijo velike plakete občine Ravne na Koroškem. Veliko plaketo občine Ravne na Koroškem prejme Ivan Žagar. Za dolgoletno predano delo v Društvu srčnih bolnikov, za ozaveščanje občanov o pomembnosti zdravega življenjskega sloga ter za izjemen in trajen prispevek k ugledu in razvoju občine Ravne na Koroškem. Gospod Ivan Žagar je ustanovitelj in ustanovni član Društva srčnih bolnikov Koronarnega kluba Mežiške doline, ustanovljenega leta 2004. Do leta 2019 je bil predsednik Koronarnega kluba in je aktivno sodeloval v Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije ter tudi po predaji funkcije leta 2019 ostal aktiven član odbora. Vzpostavil je strokovno vodstvo kluba s primariko Cirilo Slemenik Pušnik. Prizadeval si je za večanje števila članov, širjenje mreže in vplival na zdrav življenjski slog. Uspešno je organiziral šolo zdravega življenja in letovanja za člane. Njegova skrb je bilo tudi izobraževanje vaditeljev. Ivan Žagar si je vseskozi prizadeval za ozaveščanje občanov o zdravem življenjskem slogu. Njegov prispevek na področju osveščanja in preventive pri preprečevanju srčno-žilnih obolenj skupnosti je izjemen. Svojo proaktivno vlogo v Društvu srčnih bolnikov, Koronarni klub Mežiške doline v Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije ter aktivnem delu v organih zveze je pomembno prispeval k strokovnosti in uspešnosti društva. Gospodu Ivanu Žagarju izrekamo iskrene čestitke. Veliko paketo občine Ravne na Koroškem prejme Društvo Projekt Človek, regijski sprejemni center Koroške. Za dolgoletno uspešno delovanje društva, prispevek k izboljševanju kakovosti življenja in zdravja občanov z različnimi oblikami zasvojenosti ter za izjemen in trajen prispevek k ugledu in razvoju občine Ravne na Koroškem. Plaketo bosta prevzela strokovna sodelavka društva oziroma regijskega sprejemnega centra Renata Podjavršek in strokovni delavec gospod Goran Đurić. Prosim, da se nam pridružite. Med nami pa na tem mestu pozdravljam tudi predsednico društva Projekt Človek, magistrico Suzano Puntar. Dobrodošli in pozdravljeni med nami. Dovolite še utemeljitev. Društvo Projekt Človek je nevladna humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V letu 2008 so pridobili status javnega socialno-varstvenega programa. Osnovni program, ki ga izvaja, je program Projekt Človek, ki se stoji iz več različnih podprogramov z namenom preprečevanja in zniževanja socialnih stisk, povezanih z rabo psihoaktivnih snovi in pomagati posamezniku in družini v stiski spet vzpostaviti kvalitetno življenje. Cilj
Cilj programov Projekt Človek je vzpostavitev in ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi in vračanje v normalno življenje. Društvo Projekt Človek je s svojimi sprejemnimi centri prisotno v 9 od 12 slovenskih regij, med drugim na Koroškem. Regijski sprejemni center Koroške je bil na pobudo Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne vzpostavljen 10.1.2008. Leta 2011 je društvo prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, leta 2015 pa polni certifikat. Strani NFHOS so prejeli priznanje za 20-letno uspešno delovanje na področju zasvojenosti in prispevek k razpoznavnosti in spoštovanju humanitarnega dela. V regijskem sprejemnem centru je v letu 2021 pomoč, podporo ali nasvet iskalo skupno 135 oseb. S svojimi številnimi preventivnimi akcijami prispevajo k strokovni, pestri in kakovostni obliki različnih preventivnih in kurativnih dejavnosti za občane občine Ravne na Koroškem in širše. Hvala, iskrene čestitke in vse dobro. Tudi podeljavcema bomo privoščili premor. Bližamo pa se vrhuncu slovesnosti in vse bolj močno se čuti sočut posameznikov, ki z veliko predanostjo uresničujejo svoje osebno poslanstvo ter lokalno skupnost povezujejo kot nepogrešljiv člen verige človečnosti. Predah si bomo privoščili z izjemno točko mladega in perspektivnega glasbenika, ki mu je bila glasba položena v zivel. 15-letni tromentač Anej Gorenjak, lanskoletni prejemnik listine o priznanju občine, kljub svoji rosni mladosti niza vrhunske rezultate doma in po svetu. Je dijak prvega letnika Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Če omenim samo nekaj njegovih nedavnih presežkov, je decembra lani zmagal na newyorškem prestižnem American Protégé Woodwinds and Brass tekmovanju. Januarja letos zmaga na spletnem tekmovanju Tiziano Rossetti International Music Competition v Luganu v Švici, kjer je bilo več kot 700 tekmovalcev iz vsega sveta. V svoji starostni kategoriji je dosegel 97 točk, prejel prvo nagrado in prvo mesto zlato priznanje. Konec februarja letos je osvojil še London Classical Music Competition, kjer je bil spet prvi z zlatim priznanjem v svoji kategoriji do 17 let. S ponosom najavljam, da je z nami in kjer je Anej, je vedno dobra volja, dobra energija in samo in zgolj vrhunska glasba. Anej Gorenjak.
Še enkrat prosim, da se mi pridružita podeljevalcem, župan dr. Tomaž Rožen in po pooblastilu predsednice Komisije za vloge in priznanja sodelavka občinske uprave Darja Čepin. Nagrado občine Ravne na Koroškem podeljuje občina za pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Nagrada znaša 2 povprečni mesečni bruto plači in umetniško izdelana listina. Nagrado občine Ravne na Koroškem posthumno prejme Toni Apohal. Za življenjsko delo in ustvarjanje na področju glasbe, ki pomenita trajen prispevek k razvoju občine in sta pomembna za delo in življenje v njej ter za njen ugled. V njegovem imenu bo nagrado prevzel sin Tomaž Apohal. Prosim, pridite. Dovolite še pogovoritev. Letos obeležujemo 20-letnico prezgodnje smrti priznanega koroškega kulturnika, glasbenika, pevca in kantavtorja Tonija Apohala, ki je s svojim 30-letnim ustvarjanjem na glasbenem področju koroško besedo, glasbo in življenje na Ravnah predstavljal v Sloveniji in tujini. Z avtorsko glasbo in več kot 2000 koncerti v Sloveniji in tujini je Toni Apohal kulturno izročilo ravenskih literarnih velikanov Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca in ljudskega bukovnika Blaža Mavrela ponesel preko meja Koroške in mestu Ravne dal svoj glasbeni izraz. Svojo glasbeno zapuščino je zaznamoval žanr folk rock, country in kantavtorske glasbe v Sloveniji in celotni nekdanji Jugoslaviji. Pesmi zraven strojne in šantanela so ponarodele med različnimi generacijami poslušalcev. Anton Toni Apohal se je z glasbo začel ukvarjati pri 13 letih, ko je v šolskem orkestru igral kontrabas. Leta 1974 je s prijateljem Milanom Kamnikom ustanovil glasbeni duet Duo Korak, ki je prejel številna nacionalna in mednarodna priznanja. Po hudi bolezni in presaditvi srca je postal prvi glasbenik s presajenim srcem v Sloveniji in leta 2001 izdal samostojni glasbeni projekt V dolini kralja Matjaža. Videospot za istoimensko pesem je v svet ponesel lepote Raven in naše okolice. Leta 2001 pa je postal tudi eden najbolj priljubljenih videospotov ob prenosih nacionalnih športnih dogodkov in v televizijskih oddajah. Toni Apohal se je prezgodaj poslovil 7. marca leta 2002, star 44 let, na vrhuncu svoje ustvarjalne kariere. Zavedal se je, da ga zdravje omejuje, a se je vedno z veseljem odzval številnim povabilom na kulturne in druge dogodke na Ravnah in v okolici. Toni Apohal je bil izjemen Korošec in Ravenčan, ki s svojim življenjem in delom še danes predstavlja navdih in zgled mnogim. Spoštovani prevzemnik nagrade v imenu prejemnika posthumno, spoštovani gospod Tomaž Apohal, vam pa predajam besedo zahvale. Najprej bi izrazil iskrene čestitke in zahvalo vsem, ki ste v bistvu danes nastopili, vsem prejemnikom nagrad, ker mislim, da bi bil oče v zelo častni trud. Težje je to narediti javno kot pa doma. Če dobro, da sem si kaj pripravil naprej. France Prešeren v svoji pesmi pevcu pravi: kako hočeš poet in ti težko je v prsih nositi ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Kdor hoče postati glasbenik, pevec ali poet, v svojih prsih vse življenje nosil težo pekla in lahkotnost neba. Moj oče, pevec in kantavtor, Toni Apohal, nikoli ni bežal od odgovornosti, ki jo pevcem nalaga naš največji pesnik. S svojim talentom in glasbenim ustvarjanjem že dobrih 5 desetletij skrbi za ljubezni in radosti v najsrečnejših dneh ter oporov najbolj žalostnih trenutkih življenja številnih generacij Korošcev in Korošic. Mnogi pevci
zgodbah iz sveta domišljije. Toni je ustvarjal in pel v življenju in času, ki ga je poznal, ljubil in živel. V življenju preprostih ljudi, ki na tem ploščku sveta grizejo zemljo in z jekleno voljo ustvarjajo najboljše iz vsakdana. O lokalnih običajih, posebnostih, preteklosti in večnih legendah naših kraljev. Kateri umetniki morajo daleč čez oceane, da šele v objemu drugačnih kultur spoznajo svojo unikatnost. Toni je svojo koroško pristnost poznal že od glasbenih začetkov z Dum Kora in ansamblom Kora. V svoj navdih in ustvarjalno moč je črpal pri velikanih koroške pisane besede, Vorancu, Šipku, Maurelu in v 30 letih so ustvarili ponarodele pesmi, ki so zaznamovali koroško in življenje ljudi. Na vrhuncu ustvarjalne kariere ni nihče pričakoval, da bo Toni v nekaj letih odpovedalo srce in bodo pred njim težka leta borba za življenje. Kot veleva Prešernova pevcu, pravi poet nikoli ne upa. V knjižici Samostojne plošče je zapisal: Kot redek srečnež sem imel priložnost živeti, kako je, ko se drugič rodiš, ko začne v tebi biti novo srce, ko pri 40-ih ponovno shodiš, 2krat v letu praznuješ rojstni dan in ko se vse začne spet od začetka. Hvala vam, dobri ljudje. Na poti vrnitve je Tonija vedno spremljala glasbo, ki je bila od malih nog rdeča nit njegovega življenja in vseh ljudi, ki smo mu bili blizu. Zato smo spoštovanjem občudovali, kako je kot prvi Slovenec in glasbenik s presejenim srcem ustvaril svojo samostojno glasbeno ploščo. Toni je živel izjemno življenje, ki ga ni moč meriti le v letu 44 let, številu 44 let. Ponosni smo, da je njegova glasba, glas in življenje ljudi tudi 20 let po njegovi smrti še vedno navdihujejo in srečujejo ljudi. Kot je sam napisal, na peci pod vrhom počiva Matjaž, Alenčica kralju preganja dolgčas. Vmesno svareče šepeče uho, prebudi se kraj, gle ljudem je hudo. Pevec, ki je pel v koroških legendah, je z mnogimi glasbenimi nagradami, izjemno življenjsko zgodbo in ponarodelimi pesmimi tudi sam postal legenda, koroška legenda. V imenu očeta Tonija in družine Apohal, občini Ravne na Koroškem izrekam iskreno zahvalo za priznanje in spoštovanje, ki ga je s podelitvijo nagrade izkazala svojemu občanu in glasbeniku Toniju. Hkrati čestitam vsem letošnjim prejemnikom priznanj občine Ravne na Koroškem. Hvala lepa. Glasba Tonija Apohala je zagotovo sopomenka za edinstvenost našega kraja in vseh tistih, ki jih je mojstrsko obogatil s svojim delom. To je nekaj, s čimer se Ravne na Koroškem lahko ponašajo in kar ob različnih priložnostih lahko in moramo uporabiti za vzpostavitev in poglabljanje družbenih, kulturnih in medsebojnih vezi. Te vezi so še posebej močne med nami, Ravenčankami in Ravenčani. In bodo ostale, ker bo z nami živel spomin. To je tudi naša zaveza, da se trudimo po najboljših močeh, tudi v prihodnosti predstavljati enkratnost in pomen Apohalove zapuščine, tako domači kot tudi mednarodni javnosti. Utihnil je knapovski srečno pozdrav in mlin ob potoku je nemo obstal. Ne čuje se v gori več pesmi sekir, se v dušah naselil je žgoči nemir. Na peci pod vrhom počiva Matjaž, Alenčica kralju preganja dolgčas. Vmes mu svareče, šepeče v uho, prebudi se kralj, glej, ljudem je hudo. Preroške besede, mojstrsko in brezčasno zveneče v pesmi Tonija Apohala v deželi kralja Matjaža. In še v tretji pesmi Grega Šteharnika, ki jo je Grega pripravil posebej za današnji dogodek z glasbenim prijateljem v aranžmaju Luke Profa. Prosim.
pa je morda na koncu zaigramo še v celoti. Hvala. Še ena prijetna dolžnost je pred nami, prosim podaljevalca, še poslednjič. Ravne rastejo in z mestom rastemo tudi mi. S podelitvijo priznanja domicila lokalna skupnost izkazuje veliko čast in zahvalo, iz katere izhaja moralna obveza in podpora lokalne skupnosti do odlikovanca v njegovih naporih za izvajanje dejavnosti, rast, razvoj. Podelitev domicila v občini Ravne na Koroškem je priznanje za posameznika, ki ni občan in ki dolgoletno pomeni pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju občine. Občinski svet občine Ravne je na svoji 24. redni seji soglasno sprejel sklep, da podeljuje domicilni status občine Ravne na Koroškem spoštovanemu in cenjenemu gospodu Petru Osmecu. Za izjemen prispevek pri promociji in razvoju odbojke invalidov v občini Ravne na Koroškem ter njegovo dolgoletno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju in uveljavljanju občine. Peter Ozmec je že skoraj 70 let navdušen športnik, ki še vedno tekmuje v različnih športnih panogah, športni delavec, promotor športa za invalide ter neutrudni motivator vključevanja v športne dejavnosti. S športom se je začel aktivno ukvarjati leta 1955 kot član atletskega kluba Branik. Aktivno se je vključeval tudi v nogomet kot trener, funkcionar in sodnik, v šport invalidov pa se je vključil leta 1963, ko je tekmoval v streljanju in smučanju ter osvojil preko 140 medalj različnega leska. Še vedno je aktualni državni prvak v kegljanju v svoji starostni kategoriji. Kot igralec odbojke sede se je udeležil svetovnega prvenstva, več evropskih prvenstev in evropskih klubskih prvenstev do leta 2000. Prvo funkcijo pri invalidih je prevzel v medobčinskem društvu telesnih invalidov Ravne na Koroškem leta 1969. Bil je pobudnik ustanovitve invalidskega športnega društva Samorastnik Ravne na Koroškem in predsednik društva v obdobju 1979 do 2012, odtlej pa je častni predsednik društva in član upravnega odbora društva. Deloval je v Zvezi za rekreacijo in šport invalidov, kot član tekmovalne komisije Zveze za rekreacijo in šport invalidov Slovenije, bil predsednik Zveze za rekreacijo in šport invalidov Slovenije in predsednik samoupravne delavske kontrole Zveze za rekreacijo in šport invalidov Jugoslavije. Deloval je kot trener moške reprezentance v odbojki sede in vodil ekipo na svetovnem in evropskem prvenstvu. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena ženska reprezentanca v odbojki sede, s katero je do leta 2012 nanizal izjemne mednarodne uspehe. Za pomemben doprinos na področju promocije in razvoja odbojke invalidov na Balkanu, v Evropi in v svetu je leta 2020 prejel nagrado svetovne organizacije za odbojko invalidov World Para Volley, letos pa je postal tudi prejemnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo v športu. Spoštovani gospod Ozmec, poklon in čestitke, ker smo doma tam, kjer je naše srce in ker ste zdaj doma tudi tukaj, kjer že ves čas s ponosom spremljamo, kako puščate neizbrisne sledi svojega dela. Vas z vsem dolžnim spoštovanjem prosim, če nam namenite nekaj besed. Ja, izjemna čast mi je, da sem prijel to nagrado občine Ravne, kajti v letošnjem letu sem bil že februarja nagrajen z Bloudkovo nagrado za življenjsko delo na področju športa. Ukvarjam se že več kot 60 let na tem področju. Bil sem motivator in organizator številnih tekmovanj na lokalnem, republiškem, mednarodnem področju in občina Ravne je vedno bila tista, ki nas je podpirala pri tem in vedno smo nosili na vsa tekmovanja v doma in v tujini ime Ravne na Koroškem. V odbojki sede je ekipa Samorastnika sodelovala v evropskih pokalnih tekmovanjih. Organizirali smo tudi tekmovanja v odbojki v času bivše države Jugoslavije, prvo državno prvenstvo, potem, kar si štejem še v čast, da smo leta 1992 tu na Ravnah organizirali evropsko klubsko prvenstvo Europokal.
Tu so sodelovali prvaki evropskih držav, 10 jih je bilo. In seveda tu smo imeli tudi podporo od strani občine in športne zveze, kajti takrat sta aktivno sodelovala. Zdaj jih ni več med nami, Jože Šater in pa Adi Cigler. Pri tem je seveda tudi veliko svojega znanja dal moj sodelavec, pa trener Adi Urban. Z njim sodelujemo že preko 30 let. In veliko stvari nam je tudi kot profesor športne vzgoje zmotiviral in smo ga tudi radi poslušali. Vedno je najdel kaj takega, da je bilo trening, tekmovanje zanimivo. Hkrati še moram povedati, da tudi na svojem službenem področju sem občino Ravne tudi zastopal, in sicer bil sem 12 let predsednik Društva računovodskih finančnih delavcev občine Ravne na Koroškem. Tako da ni samo bil šport, tudi druge stvari so bile vmes, kjer sem sodeloval. Pri vsem tem sem imel pa športne sodelavce, ki so mi pomagali uresničevati moje želje. Včasih so bile videti nemogoče, ampak vedno smo jih speljali v dobro vseh udeležencev in tudi nas. Še enkrat res hvala lepa, zelo sem počaščen za ta domicil, kajti kljub temu, da stanujemo v Prevaljah od 77 leta, sem še vedno skoraj Ravnčan. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ste torej tudi naši. S tem smo izčrpali dnevni red današnje slovesne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem in zaključujemo slovesnost s povabilom, da si ogledate pričujočo razstavo In pod to goro raste naše novo mesto, za katero so zaslužne domoznanki Simona Bončina in Simona Šuler-Pandev ter sodelavka občinske uprave Anita Potočnik-Slivnik, ki so jo za nas danes posebej ponovno obudili v grajskem razstavišču na predvečer praznika, za kar se jim in seveda direktorici gospe Ireni Oder iskreno zahvaljujemo. Pri izhodu vas na čudoviti antikviteti, čudoviti skrinji v preddverju, kjer je tudi pogostitev, čaka posebno darilce. Kot spomin na današnji dan in naš jubilej mesta, 70 let mestnih pravic. Koroško filatelistično društvo je v počastitev našega praznika pripravilo priložnostni poštni žig 70 let mestnih pravic, 12.4.22. Skratka, s tem darilom bo jutrišnji dan že v vaših rokah. Nekoliko futuristično in posebno doživetje. In priložnostno pisemsko ovojnico, ki jo je oblikoval arhitekt Borut Bončina. Sprejmite torej naš skupen poklon v spomin. V imenu župana in vodstva občine vas vabim, da po fotografiranju, ki se bo odvilo pred vhodom, torej boste zdaj, spoštovane nagrajenke in nagrajenci, sledili pred vhod, da naredimo skupinsko fotografijo. Poslednjem pa nazdravimo v najlepši grajski kavarni Eleonora, kjer so poskrbeli, da bomo lahko nazdravili s penino in poklepetali ob prigrizku. Hvala vsem prejemnikom priznanj in hvala vsem vam, drage prostovoljke, prostovoljci in soustvarjalci, za vaše srčno delovanje, ko nemalokrat svoje želje in lastna hotenja zanemarite v dobro skupnosti in se razdajate za boljšo in lepšo prihodnost. Hvala vsem vam, ki dobro v srcu mislite, in vam, ki majhno mesto Ravne na Koroškem razumete kot jedro in stičišče ustvarjalnih energij preteklosti in sedanjosti. Vsem, ki se ne predate, ampak ustvarjate pri spodbujanju tistih dobrih praks, ki nam kažejo pravo smer v prihodnost. Vam, ki boste v teh dneh ob našem vodilu Rastemo skupaj z mestom Ravne na Koroškem že 70 let ponosno prikimali. Hvala za vašo pozornost in srečno vam želim tudi Janja Širnik. Zdaj pa še enkrat Grega Štefan.
Thank you.